Mladi prepogosto posegate po kalorično izdatni, a shranljivi, ne dovolj bogati hrani. To ugotavljajo na Inštitutu za varovanje zdravja, ob tem pa opozarjajo, da je Slovenija po deležu debelih 15-letnikov na 3. mestu med državami Evropske unije. Da boste znali naslednjič v trgovini bolj zdravo izbrati, se je skupaj s strokovnjakinjo med policami za vas sprehodila naša Neža. Za hrano si je treba vzeti čas. A tega mi vedno zmanjkuje in zato brskam za hitrimi sladkimi prigrizki, saj na njihovi embalaži običajno piše, da vsebujejo veliko vitaminov in recimo mleka. Izbira je pestra, ampak naporna. A ne za strokovnjakinjo, ki opozarja, da napisi, kot so dodani vitamini in kalcij, pri izbiri niso najbolj pomembni, lahko so celo zavajajoči. Pozoren pa je treba biti predvsem na drobni tisk. Iščemo takšne bombone, ki vsebujejo čim manj sladkorja in seveda čim več teh naravnih sestavin. Tudi navedbe, da je na primer v sladki rezini veliko mleka, niso zanesljive. Iz tega, kar je navedeno na označbi, ne moremo vedeti, koliko mleka takšna rezina dejansko vsebuje. Je pa v njih veliko maščob in sladkorja. Še dobro, da se vedno odžejam z vodo. Tisto z okusom seveda. Voda z okusom dejansko ni voda, ampak je to, kot je navedeno na označbi, brezalkoholna pijača z dodanimi določenimi okusi in sladkorjem. Torej je boljša izbira navadna pitna voda. Kaj pa gazirane pijače? Torej, če zaužijemo eno takšno pijačo, je to približno toliko energije, kot če pojemo pol takšne čokolade. S tem, da ko pojemo takšno čokolado, po njej vsaj nekaj časa občutimo neko sitost, medtem ko je energija iz pijače prazna. Torej, ne nasedajte velikim vabljivim napisom na embalaži, ampak raje preberite droben tisk. In še to, nobena čokolada ni presladka, če se le dovolj gibate.